Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Razstava je nastala v sodelovanju z Umetnostno galerijo Maribor, galerijo Lojzeta Spacala Štanjel, Gorenjskim muzejem in galerijo Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj. Prvotno izhodišče razstave niso bila bitja, ampak živali. Začela se je kot razstava živali, mislim, da osnovne. Prvi motiv so bile živali, sam potem sem ugotovil, da naziv ne ustreza več. In v bistvu sem nekaj časa iskal ustrezno nadomestilo. Bitja so iz Biblije, tlele je tudi citat zadaj, po katerem je povzet naziv, naslov razstave. Mestno hišo Kranj in galerijo Prešernovih nagrajencev tako krasijo opice, žuželke, psi, ribe, netopirji, gepard, krokar, hobotnica, pujs in druga bitja, kar 30 slovenskih kiparjev, med njimi tudi Prešernovih nagrajencev. Gre torej tudi za prikaz nekaterih mitoloških in fantazijskih bitij, ne samo živali iz našega ožjega in širšega okolja. Kratko malo niso vse živali, so tudi popolnoma fantazijska bitja. Nekatera popolnoma nova, druga recimo na takšni in drugačni mitologiji, recimo ta kranjska od Srdić Janežič, hobotnica, en kuriozen primer, ker je pravzaprav varianta na Bernekarjev kip, na te pošasti, ki hočejo svetnika oziroma čakajo tako rekoč na svetnika. Če povzamemo kustosa Menašeja, gre za boj dveh naukov, darvinizma in kreacionizma. V naravi takih bitij ni, ker bi bila nepraktična. V umetnosti pa so, v umetnosti zmagajo ustvarjalci seveda. In v tem smislu je pač bitka, se ni bitka, v resnici, ampak to se mi je zdela zabavna misel. Zabavna misel, ki jo dr. Menaše jemlje za resnično, saj je na vprašanje v enem izmed intervjujev, kateri nauk je zmagal, pritrdil. Kar se umetnosti tiče, Darwin ni imel prav. Vsemogočni stvarniki so ji gospodovali od nekdaj in ji gospodujejo tudi danes. Vsekakor pa je eno od teh sporočil, da umetniki oziroma naše življenje, naša okolica teče med resničnostjo, včasih tudi fantazijo, med realnim, nerealnim. Seveda pa mora biti prostor za vse te misli, za vsa različna ustvarjanja in na ta način ustvarjamo lahko družbo strpnosti. Prepoznavna in neprepoznavna bitja si lahko ogledate vse do 25. februarja in sami presodite, kateri nauk je po vašem mnenju zmagal.